Čas epidemije je med drugim prinesel tesnobo, stres, izgorelost, osamljenost in veliko stisko. Duševnih motenj je danes veliko več kot pred izbruhom koronavirusne bolezni. Ljudje, ki se znajdejo v tistih trenutnih stiskah življenja, ki rabijo trenutno pomoč, je dobro, da si čim prej najdejo bodisi psihoterapevta ali pa psihosocialno pomoč. Se pravi, da problem, ki ga imajo tukaj in zdaj, probajo ga rešijo, da ne pride to v neke globje, potem res čustvene najprej stiske in potem nenazadnje lahko pride do duševne bolezni. In potem pa res težko nazaj korakamo proti nekemu zdravemu duševnemu stanju. Psihoterapevti smo specializirani za procese podpore in pomoči na področju duševnega zdravja, s tem pa posegamo tudi na področja telesnega zdravja, socialnega življenja in na splošno boljšanju kvalitete življenja. Pogovorom, odnosom z različnimi psihoterapevtskimi tehnikami pripomoremo k temu, da se razrešijo razne obremenjujoče misli, čustva, občutki, odnosi, in to počnemo v različnih kontekstih, individualno, partnersko, družinsko, skupinsko. V mojo psihoterapevtsko prakso se največ pride do zdaj, največ gluhih oseb, ki imajo predvsem anksiozna stanja. Največ je neke generalizirane anksiozne motnje, kar pomeni, da je skozi nek strah, nezadovoljstvo, nekaj neoprijemljivega, nekaj, kar ne moremo prijeti. In potem iščemo oziroma skozi zgodbe posameznika odkrivamo, kaj so tiste stvari, ki jih najbolj mučijo. Druga stvar je, da so velike stiske v odnosih med partnerji. Zelo imajo oni tako neke ločnice, zelo velike ločnice, kdo mora kakšno nalogo opravljati v družini. Zelo malo je te povezave med partnerji, zelo so striktne meje, ti, moški to, ženska to, moški to, ženska to, zelo se to vidi. Tako da potem seveda z leti, dlje ko je partnerstvo skupaj, težje skomunicirajo. Tretja stvar, ki je zelo očitna, sploh zdaj v današnjem času, so pa gluhi starši slišečih otrok. In se kaže jeza pri otrocih. Se pravi, da tukaj pa v bistvu pa je mogoče malo šibko področje, bi se mogli malo bolj povezati, ker bi mogli bi se povezati z pedopsihiatri, se pravi psihiatri za otroke, kar jih je v Sloveniji ful malo, pa čakalna doba je ful neznosno dolga. In nastane tukaj problem. Tako da načeloma potem jaz starši delam in delamo vzgojo staršev, kako naj v bistvu spremenijo svoje vedenje, da bo otrokom lažje. Je na otrocih veliko večja jeza, starši gluhi pa padajo v stisko, ker ne vejo, kako jim pomagati. Pomembno je, da se vsak posameznik, pa je zdrav ali pa ima težave v duševnem zdravju, zaveda, da je duševno zdravje vrednota, za katerega je potrebno skrbeti. In tisti, ki je najprej odgovoren za duševno zdravje posameznika, je ta posameznik sam. Zato, da bo pa lahko človek dobro poskrbel za svoje duševno zdravje, mora biti pa v bistvu opolnomočen. Skratka, mora razpolagati za neko določeno stopnjo pismenosti o duševnem zdravju, zato da bo vedel, kaj pa je potrebno narediti pravzaprav v življenju. OMRA je akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Poglavitni cilj inovativnega programa OMRA je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladati motnje razpoloženja.
Ljudje, ki so dobro obveščeni o tem, kaj je duševno zdravje, zmorajo pravočasno prepoznati težave in poiskati ustrezno zdravljenje. Delam zdaj v društvu Altra, kjer se ukvarjam z ljudmi, ki imajo mogoče malo težje duševne težave, ki so tudi psihiatrično vodeni. In poleg psihiatrične obravnave hodijo tudi k meni na psihološko podporo, na psihološko svetovanje, kako zdaj to izgleda, recimo, ne. Jaz jih probam čustveno podpreti, v smislu, če imajo kakšne težave v vsakodnevnih, ne vem, odnosih, kako se recimo kakšne medosebne odnose izboljšati, kako prepoznati toksične odnose, kako se umakniti kakšnega toksičnega okolja. Potem delamo na jačanju samopodobe, na v bistvu posegam na njihovo področje emocij, mišljenja. Učimo se, kako bolj konstruktivno se odzivati, kako mogoče imeti kakšne bolj konstruktivne misli, ne, kako prepoznavati svoje odzive. In pa seveda zelo veliko delam tudi na tem področju destigmatizacije duševnih težav. Da ljudem pomagam razumeti, da so oni v redu, ker velikokrat dobivajo iz okolice informacije, da niso v redu, ali pa da so čudni, ali pa da niso okej, ne. Mi v bistvu skupaj pridemo do tega, da so pač v redu in da so vredni in da pa samo rabijo mogoče neke podpore, izobraziti se tudi na na področju svoje težave, a ne. In tudi na Omra programu ravno to delamo, opisujemo ljudi o duševnem zdravju. Zato so se na Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije odločili, da vsem gluhim in naglušnim ponudijo pomoč strokovnjakov iz programa Omra. Vabimo vas, da se udeležite 2 spletnih delavnic, ki bosta potekali 2 soboti, in sicer 17. aprila in 15. maja od 9. do 14. ure. Poskrbljeno bo za tolmačenje in podnaslavljanje. Dogodek lahko spremljate anonimno in strokovnjakom postavite vprašanja. 17. aprila bo tema stres in z njim povezane motnje razpoloženja. 15. maja bomo govorili o osebnih motnjah. Dobro je tudi to, da bo v projektu sodeloval tolmač, ne, kjer bo v bistvu vsa problematika predstavljena tudi v znakovnem jeziku. Predvsem zato, ker gluhi niso ozaveščeni, ne poznajo tega polja duševnega zdravja in s tem projektom verjamem, da bodo lahko pridobili mnoga znanja, kjer bodo lahko sami na sebi videli, kdaj, kako in zakaj je potrebna pomoč. Izvedeli boste tudi, kam se lahko obrnete po pomoč, ne glede na to, ali pomoč potrebujete vi ali kdo od vaših bližnjih.